Točno 5 let nazaj sem začel zbirati podpise za peticijo proti pirotehniki. Do sedaj je to peticijo podpisalo več kot 70 000 ljudi. Tisti, ki smo to peticijo podpisali, se zavzemamo za to, da se v Sloveniji prepove pirotehnika. Zato, ker pirotehnika škoduje živalim, škoduje ljudem, onesnažuje okolje, kakšne posebne koristi od nje pa ni. Saj vsi mi, ki smo to podpisali, vidimo, da je to tako. Zdaj tisti, ki ste proti pirotehniki, pa tudi tisti, ki ste za pirotehniko, dajte prosim, poglejte tale video do konca. Res vas lepo prosim. Zdaj 5 let je minilo od tega, spet so ljudje začeli podpisati peticijo na veliko in jaz sem dolžan, da vam malo več povem vsem tem v tej peticiji, kako poteka, kaj smo dosegli, kaj nismo dosegli, zato se pravim, poglejte do konca. Glejte, nismo sicer uspeli, da bi pirotehniko prepovedali, čeprav je bilo zelo blizu, da bi uspelo, zelo blizu, ampak žal ni, bom povedal nadaljevalno, zakaj. Glejte, smo pa veliko naredili na osveščanju ljudi. Se pravi, glejte, ena taka peticija, da je podpisalo več kot 70 000 ljudi, mediji so o tem pisali. Se pravi, so tudi tisti najbolj strastni za pirotehniko videli, da obstajajo pa tudi ljudje, ki jih to moti. In o tem se je pisalo in tako naprej. In sem prepričan, da kakšna petarda pa je manj počla, pa tudi kakšna raketa se je manj spustila. Zdaj, jaz sem začel 2018 peticijo. 2019 je pa Komisija za peticije, človekove pravice in enake možnosti obravnavala to tematiko. Najprej so me nekaj poklicali na en razgovor in potem so rekli, da bo se o tem razpravljalo. Jaz ne vem točno, kako se tistemu reklo, ampak šel sem v tisto stavbo parlamenta, tam se je to razpravljalo, ena razprava je bila, no. Potem kasneje so imeli pa še neko glasovanje, tam pa mene žal ni bilo. No, tukaj so seveda tudi mene povabili, sem tudi jaz povedal svoje mnenje, pa dobro, moje mnenje je bilo še najmanj relevantno. So pa povabili, tudi jaz sem se potrudil, da sem najdel neke strokovnjake, ki so prišli. Spomnim se, en gospod iz Društva za zaščito ptic je prišel, je povedal, kako je to škodljivo. Potem je prišel en gospod, mislim, da je bil z instituta Jožef Stefan, je povedal, koliko ta pirotehnika onesnažuje okolje. Potem je bila ena gospa, ki je doktorica, pa je povedala, koliko je to škodljivo. Glejte, zelo me je pa razočaral predstavnik Ministrstva za notranje zadeve, se pravi to policija. On je pa rekel, da ne vidi nobene potrebe, da se spreminja zakonodaja, ker je ta dobra. Če je ta zakonodaja tako dobra, za koga imamo vsak let kot na fronti? Saj pri nas imamo, v moji vasi. Ne vem, kako imate druge. Napišite spodaj v komentarju, kako je pri vas, pa še napišite kje, da se bo vedlo, da tudi, če bo to kdo kdaj bral, da se bo videl, da ne bo rekel samo tam, nekje na parih mestih pokaje, drugače pa ni to nekaj hudega. Tako da je zanimivo, ne, da je bilo Ministrstvo za notranje zadeve proti. Zdaj, posnetek te razprave obstaja na spletu. Bom dal link v opis tega videa, pa poglejte, pa te strokovnjake poslušajte. Boste videli, kaj so vse povedali. Še posebej ta gospod iz Društva za zaščito ptic, kaj je to za ptice škodljivo, pa za vse živali. Živali imajo bolj sluh razvit in one ta pok slišijo 10-krat bolj na glas, kakor to slišimo ljudje. Pa lejte, saj to tudi ni treba biti strokovnjak. Koliko zbeganih živali vidim
vsakič med tem prazniki, to, kar po cestah hodijo psi, pa so čist zmešani, kot da bi bili pijani. Mi zmeraj evakuiramo vse naše mačke, psičko, ki smo jo še imeli. Pa psičko sem noter evakuiral v stanovanje, pa je bila še čist gotova. En maček je pa enkrat zginil, glih te dni med praznike. Čudno, da glih takrat, ne? Mislim, bo kdo rekel, ja, ni bila pirotehnika kriva. Jaz mislim, da je bila, ne vem, bil je 7-8 let prbajt in zginil glih takrat, ko je bilo to pokanje trapasto, ne? Lejte, takole, ko berem komentarje, ne, koliko so eni za to pirotehniko, jaz ne razumem, da ste eni toliko navdušeni nad tem. Pa ljudje mojih let, jaz zastopam tam neka mularija, ampak ljudje mojih let, ne razumem, lejte, ne razumem, ampak, lejte, se tudi ne bom to poskušal razumeti, ampak sem razočaran. Lejte, zdaj, če sem pa samo jaz neumen, pa oni pametni, ok, pol je pa z menoj nekaj narobe, ne. Zdaj, potem, ko smo mi imeli to razpravo, so kasneje pa še razpravljali v parlamentu. In jaz sem potem posnetek te razprave poslušal in sem tudi povzetek tega na svojem blogu napisal. Tudi to imate link v opisu tega videa presnetka. Poglejte si, kdo je bil za pirotehniko, pa kdo je bil proti, ne. Lejte, ena neumna izjava Janija Möderndorferja, ne, bi rekel, bolj iz levega pola, ne, bi pričakoval človek od njega, da bo za to, da se prepove pirotehniko. Ampak ne, on je rekel, da bi mogli narediti premike v vzgoji otrok, ne pa v zakonodaji. Otroke bi morali naučiti še zlasti to, naj ne hodijo v tujino po stvari, ki so pri nas prepovedane. Ja, lejte, že dolgo cajta imamo ta problem, pa se nič ne reši. Ne vem, zakaj ne bi prepovedali. Vi bi zdaj otroke učili. Mislim, popolnoma neodgovorno in da ljudje potem take volimo. Žalostno. Na koncu, ko so to glasovali, je bilo 9-9. Se pravi, da ta zakon ni bil sprejet. Se ne vem, a je to bilo že dokončno, bi pol bila prepoved pirotehnika ali ne bi bila, lejte, to jaz ne vem, ampak na tej točki je padlo vse v vodo. Na tej seji so tudi bili neki predstavniki gospodarstva, ki se s tem panogam ukvarjajo. In en je bil celo pameten, da bi mogli vse prepovedati pa obdavčiti. Ne pa prepovedati pirotehniko. Dober, si ga po svoje razumem, ne. Lejte, jaz tudi, ko sem se začel s to peticijo, sem tudi rekel, da podjetja, ki se ukvarjajo s tem, jim je treba dati odškodnino. Odškodnino, lejte, poglejte, koliko ljudi se poškoduje. Lejte, saj zdaj bo veliko tega na televiziji. Ljudje z umetnimi rokami, z umetnimi nogami, z uničenim življenjem. Lejte, veste, koliko tak človek, pa ne da očitam temu človeku, koliko stane državo, zdravstvo in vse, da mu vse to zrihtajo, saj prav treba je zrihtati ga. Ampak gledajte, ali ne bi bilo boljše, da traj tem podjetjem, ne vem, 1, 2, 5 ali pa 10, pa naj nehajo delati. Se strinjam, da se ne sme kar prepovedati, une pa na suhem pustiti. Pač so toliko časa to delali, so imeli posel in ga ne more zdaj kar tako odrezati. To jaz popolnoma razumem, ne. Tako da še najbolj pri vse te stvari, da zagovarjajo pirotehniko, zastopam ravno te ljudi, ki imajo firme s tem in tako naprej. No, potem, kakor se spomnim, naslednjo leto je bila korona
In mislim, da je bila pirotehnika prepovedana. Ker so rekli, že zato ima zdravstvo toliko dela, če se prav spomnim, lejte, če se narobe, me popravite v komentarju, da ima zdravstvo že itak toliko dela, da Bog ne da je bila zdaj še pirotehnika in je bilo to prepovedano. Lejte, pol sem pa jaz iskal nekoga, sem objavil, da iščem par ljudi, ki bi mi pri tej peticiji pomagali. Ker veste, ni to tako enostavno. Ni. In veste, da odziva ni bilo. Ena punca se mi je javila, sva se dubla in pol pa ona pove, da ona je sam proti petardam, za te ognjemete je pa še zmeraj. Mislim, ne vem, petarda, ognjemeti, podobna zadeva, tudi ognjemet, kako to poka in ognjemeti so najbolj nevarni za ptice, tako da absolutno tudi ognjemete sem jaz za prepoved, tako da s to punco se potem nisva nič zmenila. No, v času peticije sem za pomoč prosil tudi veliko znanih osebnosti. Enem 120 sem pisal po mailu. Lejte, odgovorilo je neki zelo majhen procent ljudi, ne vem, lejte, 2-3%, če jih je odgovorilo. Pa še to dvakrat, ko smo se neki konkretno menili, se je pa kar ustavilo vse skup. Tako da od njih ni bilo nobene pomoči. Ena se je tako javila, ja, bom pomagala. Jaz sem samo hotel od nje, naj posname sama sebe en video in naj pove, da je proti pirotehniki, da naj ljudje podpišejo peticijo in naj ne mečejo petard pa spuščajo raket. Obljublvala, da bo, pa ni, ne. Prav vem ime, priimek, katera je zelo znana osebnost, ne. Edina, ki mi je pri tem pomagala, je bila Maja Prašnikar, no sicer odprej poznam, sva se na Filipinih spoznala, ona je pa z mano posnela en video, do katerega vam tudi prelagam link v opisu tega videa in se ji tudi iskreno zahvaljujem, da je bila pripravljena to narediti, ker je bila edina. Drugačne te slavne osebnosti so ene velike riti, ne. Vsi veste, taktizirajo. Ja, vejo, da 20% ljudi pa podpira pirotehniko in pol ne bojo 20% ljudem všeč. In je boljš biti modro tiho. Ne, pa so zmeraj te slavne osebnosti, če jih kje na televiziji vidiš, oni bi se borili za pošten svet, njihovo poslanstvo je pomagati ljudem, dobri, k une misice, ne, ki si najbolj na svetu želijo, da ne bi bilo na svetu vojne, pa da ne bi bilo lačnih ljudi. Eno nakladanje, fejst veliko, jaz sem že stokrat rekel, ljudje, če vam je kdo sumljiv, vam naj bojo te sumljivi, ki se tako borijo za vse dobre stvari, te vas bojo najprej nategnili in so največji hinavci. In lejte, tle se je lepo izkazalo, kakšni so. Tako da, če bom jaz nadaljeval s to peticijo, bom povedal, v kakšnem primeru bom nadaljeval, bom vse te slavnostne osebnosti spet, ne, zdaj sem email pisal, in bom email pisal, pol jih bom pa še poklical, bom telefonske že dobil, sigurno jih bom dobil. In pol tisti, ki bojo proti temu, jih bom javno objavil. Ta ni hotel, ta ni hotel, ta ni hotel. Pa boste videli, kateri so te riti. Ne, ker bi bili drugače povsod vse pametni. A tle so pa previdni, Tako da, drugače pa ne, jaz sem s to peticijo hotel nehati, ker ne vidim več smisla. Lejte, noben mi noče pomagati. V politiki ni nobenega interesa. Zdaj, v tej novi vladi. Lejte, pisal sem
predsednici državnega zbora Urški Klakočar Zupančič, ker je menda zelo velika ljubiteljica živali, pa mi tudi odgovorila ni. Prvi sem pisal na Stranko Svobode, če lahko dobim njen mail, so mi ga dali, potem sem pa direktno ne pisal, odgovora nikoli. Lejte, jaz vem, da se te ljudje nimajo časa ukvarjati čisto vsakmu odgovoriti. Ampak lejte, meni, ker sem bil pa pobudnik te peticije, pa zbral 70,000 podpisov, bi pa po mojem lahko odgovorila. In lejte, jaz sem mislil, če bo kdaj vola ta zakon sprejet, se ga lahko sprejme zdaj, ker ima Svoboda tako veliko večino in se bojo med seboj že zmenili, če imajo samo par ljubiteljev živali. Samo zgleda, da ni interesa. Lejte, čist nič jaz tole politično ne obračam, samo vam bom po pravici povedal. Je bil večji interes v prejšnji garnituri, no oziroma takrat oni še niso bili na vladi. Ampak lejte, preberite si ta članek, kdo je glasoval za prepoved pirotehnike, pa kdo je bil proti prepovedi. Pa boste videli, da so sami eni osebni interesi, pa ne vem kaj. In če bi hotel zdaj, če je toliko teh ljubiteljev živali tam v parlamentu, bi to lahko sprejeli, če bi hotel. Ampak politika, imam jaz občutek, da nima čisto nobenega interesa to narediti. Če se pa motim, sem pa fejst vesel, da se motim. Fejst vesel. No, potem pa ne, veste, to peticijo voditi tudi ni tako enostavno, ne? Ni tako enostavno. Veste, koliko je bilo pritisku, groženj. Tega je bilo na dnevni osnovi toliko. Zdaj zadnja leta je moderno, neke ljudi napadajo in pol mediji pišejo, da je napaden bil človek, da je to, mislim, da to pa nobene tolerance do tega. Veste, kakšne napade sem jaz? Pa grožnje se dobijo zaradi tega. Ne, veste, ni luštno tu 20 takih groženj na dan prebrati. Veste, danes sem objavil samo članek, samo link do enega članka, kako je ena gospa napisala za moj blog, kako je pri zavetišču konj v eni vasi so imeli 1 uro na polno ognjemet, da so konji trpeli. In so se že najdli pametni ljudje. Take komentarje grozne. Lejte, si če 1, 2 napišete, še prebereš. Lejte, 10, 20 na dan je pa mal problem. No, pol sem naredil anketo na svojem YouTube kanalu, ne, če so za to ljudje, da se prepove pirotehnika. Lejte, 60 ljudi je, da se jih prepove. 25 jih je pa reklo, da ne, nikakor ne, da pirotehnika more biti. 10% jih je pa odgovorilo, vse eno mi je. Tako da, lejte, sem presenečen, da ni bil to zdaj kakšen velik vzorec ljudi, ampak lejte, neki približni pokazatelj pa je. Lejte, 25% ljudi to podpira. In ne, pol meni so ljudje pisali, da to delam zaradi lastne promocije, pa ne vem koga. Lejte, noben pameten človek ne bi šel delati tole zaradi lastne promocije, če sem proti 25% ljudem. Lejte, na digitalni marketing se jaz dobro spoznam. In verjemite, da poznam veliko boljše načine za promocijo teh mojih popotniških videoposnetkov, pa tudi kakšnih drugačnih, kakor pa tale. V končni fazi plačam par 100 evrov YouTubeu, pa imam več od te promocije, ki imam od te. In sem eden redkih, ki ima jajca in se upa povedati tako, ki je, držim, nisem hinavc, da bom zdaj taktiziral, 25% ljudi pa je za pirotehniko, bom jaz pa raj modro tih.
Pa veste, ni samo to. Jaz imam tudi firmo. In jaz sem prepričan, da sem tudi kakšno stranko zgubil zaradi tega. 100%. Glejte, imate ljudje, 25% jih je. Veste, ko grem jaz enim ljudem na živce? Glejte, kakšen let nazaj. Srečam enega znanca, mojih let. 40 let se poznava. Debata, normalno debata. In pa ne vem, kaj te je bilo treba. Tiste podpise si zbiral proti pirotehniki. Sem rekel, zakaj pa ne? Sem rekel, kaj pa je od tega dobro? Živali trpijo, tistih par dni v let. Ja, vse tistih par dni v let, sem povedal, daj preber kakšen članek, poglej si posnetek tega, ki je bila ta razprava, pa boš videl kaj. Tu so ljudje kar pametni, vejo, pa 3 dni ni nič problem, če poka. Pa pustimo živali, glejte, koliko ljudi izgubi prste, roke, zapestje, oslepi pa tako naprej. A se to splača? In glejte, jaz sem videl tega človeka, ko sem mislil, da sva si v redu, sem mislil, jaz sem njega spoštoval, sem mislil, tudi on mene spoštuje. Veste, kakšno sovraštvo je on do mene gojil in samo zaradi te peticije o pirotehniki. In tako, če kdo misli, da imam jaz od tega kakšno korist, glejte, mu zelo z veseljem tole vse predam, pa naj on pele naprej. Ampak običajno mi to učitajo samo oni, ki so za pirotehniko. Oni, ki so proti, mi ne učitajo. Tako da pač nimajo drugih argumentov, imajo pa te, ne. Zdaj, glejte, če bi se kdo najdel, ki mi je pripravljen pri tem pomagati, glejte, saj ene 5 bi se jih moglo najdeti, se bom jaz še naprej to peticijo. Glejte, se da delati aktivnosti, kot sem rekel, bomo vse znane osebnosti kontaktirali, da nekaj posnamejo, pa bomo tu po socialnih omrežjih razpršili pa tako naprej. Glejte, da čim več ljudi to ve, saj jaz sem vedel, da to ne bo kar tako išlo. Tako da nekaj se da narediti. Ampak glejte, če bom pa tole mogel čisto se sam, pa žal ne morem, glejte. Ne, da ne morem, glejte, tudi malo več nimam energije. Tako da, če je kdo, ki bi bil pripravljen tole pomagati, se to zdaj ne pomeni, da je pa to ne vem koliko aktivnosti. Glejte, te aktivnosti bojo zdaj okoli novega leta, da zbiramo še več podpisov, da posnamemo neke izjave znanih ljudi, pa tudi zberemo, ne vem, posnamemo s kom, glejte, jaz imam par člankov, to so se mi vzvaleni ljudje, to sem zelo hvaležen, par člankov sem objavil na mojem blogu, kaj se je dogajalo. Eno sem rekel, je to, ki je bila tista gospa, ki je delal v zavetišču konj. Glejte, tudi link do teh člankov bom dal, pa si jih poglejte. In glejte, da neke take stvari naredimo, pa mogoče, ne vem, glejte, enkrat, pa bojo menda ljudje prišli k pameti, pa se bo tudi to prepovedalo. Tako da, glejte, ne vem, če je kdo, naj se mi jav. Piše mi lahko na e-mail tomasgorec@gmail.com ali pa mi piše, ki je preko socialnih omrežij, lahko preko Instagrama rečemo, in se bomo dogovorili. Nič ne bo posebenega, glejte, to, kar sem že jaz vse ta leta delal, malo še drugi boste malo kontaktirali te slavne osebnosti, pa prosili jih za neki, naj se izjavo posnamejo, ne vem, mogoče tudi kakšen intervju, glejte, vse čim več, kar se da. Glejte, tudi jaz nisem najbolj pameten, če bo zraven še 5, bo kdo teh 5 kakšno pametno idejo dal. Tako da,
Glejte, javite se, če ste za to. Tisti, ki pa še niste te peticije podpisali, jo pa podpišite. Tako da jaz mislim, da ne vem, če pridemo do preko 100,000 podpisov, da mora pa tudi vlada malo prisluhniti, ne. In lejte, moramo delati pritisk na njo. Lejte, mi moramo tudi te vladi obljubiti, da vkolikor ne bojo tega zakona sprejeli, bomo pred naslednjim volitvam naredili oren kampanjo, da ne volj to vlado, ki ni nič na tem naredila. Mislim, te ljudi. Če pa bojo, bomo pa rekli, voljte jih. Lejte, jaz nisem neki hud zagovornik svobode. Mi niso čisto nič všeč, ampak če bojo pa tole sprejeli, jim dam pa kapo dol. In ne bom nikoli nič slabega rekel čez njih. Samo se bojim, žal se bojim, da ne bo. Bo pa samo, če bomo mi dosti velik pritisk na njih stopnjevali. In mediji in vse. Tudi mediji bi lahko boljš vse odigrali. Oni samo neke članke pišejo. Naj dobijo tam, ne vem, je tu ne poslanci intervjujati. Ali pa lejte še ena ideja. Bomo mi vsakmu poslancu pisali, naj pove mnenje. Ga bomo tam pred parlamentom počakali. On rekel, gospod, vi, dajte imate minuto, dve, dajte povedati. Ste za to, da se prepove pirotehnika ali niste? Če niste, zakaj niste? Če ste, zakaj ste? Pa bomo to lepo objavljali. Pa boste videli, kdo je za kaj. Po še eno stvar, ki sem jo tudi naredil, pa sem jo pozabil povedati. Lejte, sem pisal vsem županom, če imajo, mislim, z neko, lejte, to je že več let nazaj, v detalje sem spomnil kako, ampak bilo je nekako tako, da naj se odpovejo teh ognjemetov, pa to, ker to je škodljivo za živali, ljudi in okolje. In par jih je odgovorilo, da ne bodo. Večinoma jih ni, ampak lejte, tu treba bil pritisk, ampak jaz nisem vse. Je treba kar po telefonu poklicati. Lahko dobim gospoda župana. Aha, župan, lejte, mi smo tukaj, zanima me, boste imeli ognjemet? Ja, bomo. Zakaj ga boste imeli? A se vam ne zdi, da bi ta denar lahko za kaj bolj pametnega porabili? A se vam ne zdi, da je brez veze onesnaževati okolje, strašiti ljudi, živali? In to, kar bojo povedali, bomo mi objavili na socialnih omrežjih. Bomo pritisk stopnjevali. Ampak, gledajte, jaz vse to sam ne morem. Zato, če ste za to, javite se mi. Gledajte, če pa nobenega ni, ki bi tu pomagal, gledajte, pol naj pa poka. Čeprav mi ljudi niti ni tako škoda, škoda mi je živali, da v tem norem svetu med tem norimi ljudmi živijo. To je, kar sem jim zapovedati. Neč, če se kje da, da delite ta video, pošljete kakšnemu prijatelju, prijateljci, da bo čim več ljudi videlo, naredite to. Neč, adijo.